Se pravi, prva in druga stopnja, sistem asistenčni, ki sva jih že prej omenjala, so splošno sprejeti, nikjer ni problem, vendar za njih velja, da voznik vedno aktivno upravlja z vozilom. Se pravi, ti imaš roke na volanu, ti upravljaš vozilo, asistenčni sistem ti pomaga. Razlika nastane že pri tretji stopnji. V določenih državah Evropske unije imaš delno avtonomno vožnjo ob določenih pogojih na določenih odsekih, recimo nek odsek avtoceste v Nemčiji, kjer lahko avtomobil pravzaprav vozi sam, vendar mora biti uporabnik vedno v pozoru in pripravljen prevzeti nadzor. Prava avtonomna vožnja četrte in pete stopnje je pa Evropi dovoljena izključno in samo za pilotne projekte. Ampak v Sloveniji pa niti tretja stopnja ni predpisana oziroma dovoljenja, še manj pa imamo kakršnokoli regulativo za to, da bi izvajali pilotne projekte, popolnoma avtonomne vožnje četrte in pete stopnje. Če se v Sloveniji zgodi incident z avtonomnim vozilom, jaz mislim, da nikomur ni jasno, kdo je odgovoren, kdo je kriv in kdo bo povrnil škodo. Drugo, a imamo infrastrukturo v Sloveniji pripravljeno, označeno, na način, da sploh omogoča avtonomno vožnjo? Ne zares. Oziroma, če že obstaja, ni regulirana. V Sloveniji načeloma to ni regulirano. Jaz mislim, da v tem trenutku v Sloveniji, če te dobi policaj, da ne upravljaš aktivno z vozilom, da boš plačal kazen.